Pozdravljeni na pogovoru v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev. Naslov pogovora se vrti okoli prevajalčeve kondicije oziroma bolj specifično okoli prevajanja večdelnih romanov v serijah oziroma temu, čemu rečemo po domače prevajanje špehov, ker so po nekem čudnem naključju, mogoče bomo potem prišli do odgovora, zakaj. Ne samo, da so celote zelo obsežne, tudi posamezni deli so zelo obsežni. Z mano za mizo sedijo Darja Marinšek, urednica na založbi Mladinska knjiga, ki je v svoji uredniški karieri uredila že celo vrsto teh serialov, špehov. Naprimer, bom kar tako jih nekaj navedel. Edward St. Auburn, Patrick Melrose, Henry Grun, Skrivding Henrika Gruna, Leila Slimani, Dežela drugih, Frederick Bachmann, Mi smo medved proti vam zmagovalci, Ken Follett, 20. stoletje, Knightsbridge, potem nazadnje Andrzej Spakovski, Veščec, potem Scott Lynch, Ugljene barabe, potem zdaj nova izdaja Tolkienovega Gospodarja prstanov in še marsikaj drugega. Potem na moji levi, bom rekel, kar legendarna Dušanka Zabukovec, ki se je v zgodovino slovenskega prevajanja vpisala najprej kot prevajalka legendarnih Smrtcev, za televizijo in potem Fračjega dola in cele vrste filmov, bojda sem najdel podatek več kot 2000 televizijskih del in potem pa še več kot 200 književnih del in še celo vrsto, to boš moja vedela sama, libretov in besedil za muzikale. Zanimivo je pa to, da ko sem se pogovarjala o prevajanju serialov, je rekla, da je Wolf Hall, ki je pač zdaj napovedan, o čemer se bomo pogovarjali, njen prvi serial, njena prva knjiga v več delih, roman v več delih. Potem na skrajni levi Živa Čebulj, prevajalka in gledališka lektorica, če se ne motim, prevaja iz francoščine, nazadnje je prevedla roman v seriji oziroma serial, ne vem, kako se lahko temu reče, Christelle Dabos, ali Dabos, kako je to? Dabos, Dabos Zrcalka. Medtem v zadnjih letih je prevedla še nekaj drugih del, kot naprimer Resnična življenja Deline Dieudonné, potem biografija Abbasa Kiarostamija in še, mislim, da ubesediti pesem Andreja Šedida. Pardon, Andrej Šedid, ki je pa išla pred enim tednom. Aha, ok, to je čisto sveži podatek. Zdaj, jaz imam tukaj kar nekaj vprašanj, samo da jih poiščem, se malo opravičujem. Zapisanih pa bi v bistvu začel z nekim širšim okvirom. Zdaj, založbe glih ne bojo zdaj izdajale česarkoli, najbrž je proces izbire zelo kompleksen in natančen in premišljen, ampak problem teh romanov v serijah je, da je to dokaj zahteven projekt, ki najbrž traja več let in tudi pač finančno zahteven, ker gre za obsežna dela. Zdaj pa moje vprašanje je pač tako konkretno, Zdaj, kdaj začutiš, da je knjiga res taka, da bi je bilo se vredno spustiti v to avanturo z nakupom pravic in z iskanjem prevajalca? Kdaj začutiš? Začutiš, kadar vidiš, jaz zdaj govorim seveda o prevodnem leposlovju, ker je to, kar jaz pač urejam. Začutiš, ko vidiš, da se v tujini okrog res tako dviga prah. Kar je praviloma ponovadi preden začnejo se govoriti o serijah in o kakšnih predelavah. Je pa res, da se ta trenutek ne poklopi z odločitvijo o nakupu nujno, ker mogoče v majhnih založbah, kjer je urednik enako založnik, je to mogoče malo drugače, čeprav tam so finančne težave pa še toliko bolj resna ovira, resen pomislek. Ampak ja, recimo jaz lahko povem zgodbo Sapkovskega, konkretno po mojem je najlažje povedati na enem primeru. Jaz sem se Sapkovskega prvič slišala, kot da je to neka resna figura. Leta 2015 se mi zdi, ko sem šla na Book Expo v Ameriko, takrat je bilo v Chicagu in to je bila samo anglo-ameriška literatura,
sami ameriški avtorji in en poljski štand. In tam so imeli samo Sapkowskega. In jaz sem se potem začela malo brati, videla sem, da je to res na Poljskem res big deal, da je to tako kot njihov Harry Potter, da imajo tam grad, kamor hodijo ljudje, potem igrati, odigravati te igre in rekla sem si, wow, super. Prišla sem domov, napolnjena navdušenja, govorila z vodjo uredništva, ker tam ne sedi, on bo enako navdušen. Trajalo je v bistvu, da so začeli se govoriti o Netflixovi seriji, da smo v to ugriznili. Je pa res, ne, to je pač 7 knjig. In to je, če upoštevaš že samo honorar pa tisk, to je res blazen strošek. In še nekaj specifičnega, jaz se mi zdi v slovenskem polju, je to, da stroka je do žanra malo zvišena, do fantazijskega žanra, v bistvu ga ne zares obravnava kot... Katera stroka? Kot tista, ki podeljuje subvencije. Govorimo o tem, da se v bistvu praviloma za to ne moš, lahko se prijaviš, ne boš pa dobil subvencije. Ne. To pomeni, da je to popolnoma na plečih založnika. Mislim, da je to za majhne založbe praktično nemogoče. Tako da jaz sem imela recimo izkušnjo z Abercrombiejem, ki je eno res največjih imen, pač zdaj sodobne fantazijske in sploh še anglo-ameriške književnosti. Kupili smo vsako knjigo posebej, ker številke prodajanja niso bile dobre, ker so to knjiga, ki ima 40 pol plus. Sem imela izredne težave v priprečevanju za odločitev do 3. knjige, kar se mi zdi pa edino spodobno do bralcev. Pa kaj si rekla, da je pač v same anglo-ameriška dela pa en poljski, ne? Mislim, kako si lahko razlagaš, da je toliko te literature pač v anglofonem področju vznikne, ali je to samo bolj stvar, ne vem, plasiranja na mednarodne trge, ker v slovenščini se tudi kar veliko izvirnih zdaj že piše, ne? Ja, dobro, to je, jaz mislim, da je bil pač en tak res preporod, je bil pač z Martinom in potem seveda s to televizijsko serijo in ja, tudi mi smo potem na založbi dobili kar naenkrat številne rokopise, ki jih tudi mlajši recimo pišejo, ker drugače od mladih bralcev nekih družbeno-kritičnih romanov dobiš praktično nič, ne. Ampak jaz mislim, da je samo to, da pač je, ne vem, če je, njihov trg je pač največji in je potem logično, da tudi znotraj tega žanra največ tega izide oziroma največ tega ima neko veliko marketinško mašinerijo vzadi in kadar pride do kakšne TV adaptacije, ponovadi pride do teh stvari. Jaz mislim, da je samo to, za ostale praktično niti ne zvemo. Mislim, da zelo veliko tega izide, ki gre popolnoma mimo. Zdaj pa se bom obrnil k Živi. Živa je prevedla delo, ki ni anglofonega porekla, ampak je v Franciji tudi precej znana. Zdaj smo razpoznali, da se priimek izgovori Dabos, ne? Kako si ti prišla do te knjige? Osebno imam zelo luštno zgodbo z začetkom te knjige. Imeli smo prevajalski večer na Društvu književnih prevajalcev na noči knjige 23. aprila, par let nazaj. Đuža Strsoglavec je takrat odpirala buteljke. Noči knjige še ni bilo konec, mi smo se že poslovili, pa sem rekla, ne grem še domov, grem v hišo sanjajočih knjig pogledati, če imajo res odprto celo noč. In knjigarna je bila res odprta celo noč in smo se začeli pogovarjati, malo sem stikala po knjigah. Potem je pa beseda dala besedo, tam je bila tudi urednica Andreja Udovč in ja, začeli smo se pogovarjati, potem sem povedala, ja, da sem prevajalka in je bilo tako, zanimivo, ker jaz imam pa eno knjigo, ampak škoda, ker nisi prevajalka iz francoščine. Tako, ne, sem. Tako, in potem sva nekako prišli do tega, da je zanimivo, da sem prevajala že ene zanimive avtorje, in da naj mi da knjigo za prebrati. In to je bilo to, no. Pač to je bil ta 23. večer 23. aprila, mislim, da 2017 ali pa, ja. Tako. In si se navdušila nad to knjigo? Navdušila sem se nad to knjigo, zato ker je junakinja dekalica, siva miška, lahko sem se poistovetila z njo, tako nerodna in v resnici je kazalo mi, da se
zna lepo razviti ne samo junakinja, ampak tudi pač ta njen fantazijski svet. A pa si sicer bereš ti fantazijsko literaturo, si na tekočem, kaj se recimo v Franciji piše? A je bilo to pač bolj naključje? To je bilo pa polno naključje v resnici. Sem brala fantazijski žanr, ampak v resnici to ni moj najljubši žanr. Moji avtorji prej, ki sem jih prevedla, sta bila recimo Enard pa Ferrari, ki so čist Goncourtovi nagrajenci v tem smislu. Bolj nek žanr, kaj se vem, resne literature ali kaj. Sem se pa za zrcalko odločila, ker mi je ponujala recimo izmišljevanje besed, ki ti je neka resna literatura pač ne ponuja toliko, pa potem nekega izmišljanja tudi, oziroma grajenja tega fantazijskega sveta v slovenščini. Ker ni to čisto v resnici, da pač to prevedeš, ampak moraš na novo zgraditi nekaj fantazijsko koherentnega. No, tako da to mi je bil izziv. Če bomo o tej razliki še med žanri še kakšno rekla, zdaj bi se pa posvetil Dušanki Zabukovec. Ja, to me je vseeno malo presenetilo, ko si rekla, da še nikoli nisi prej prevajala romanov v več delih. Kako je to mogoče v vsej impozantni biografiji? Ne vem, v začetku sem imela občutek, da več kot 200 strani je to pa čisto preveč. In potem se je izkazalo, da to ne obstaja. Potem sem pa se sprijaznila, da je treba 300, 400, 500, pri 500 je bilo še kar v redu, ampak naslednja knjiga je bila pa tudi čez 500 strani, govorila je pa samo o enem volkcu, enem fantku, ki ga gleda več kot 500 strani. No, ti sem rekla, da bi težko prenesla. In potem, ko sem čez čas vprašala, so rekli, da nihče mara tega vzeti. Skratka, en volk pa en fantek je premalo. In kakšna je bila tvoja reakcija? Wolf Holt je ponudil urednik, če prav razumem. In kaj je bila tvoja Aljoša Harlamov, da ne bomo govorili kot da o abstraktnih entitetah. Kakšna je bila tvoja reakcija, kot je ponudil Wolf Holt in če ne povedal, da je to 2000 strani vsega skupaj? Tako je povedal, Ampak poklical me je, medtem ko sem igrala varuško, in je rekel, da ne mu rešim življenje. To je pa tako, kot s putrčkom po popku, da ti moški kaj takega reče. No in potem sem rekla, ja, seveda, to je pač tekst, ki ga ne zavrneš. Seveda sem ga poznala že odprej, nisem ga prebrala, ampak ne moreš ne opaziti take knjige, Ja, pač v tem prahu, ki se dviguje, se je pri Hilary Mantel tudi začel dvigovati že 2009, ko je šel prvi del trilogije Wolf Hall, za katerega je dobila Bookerja. Je še drugi pa tretji potem. No, drugi del je tudi dobila Bookerja, naslov pa je Bring Up the Bodies, to zdaj delaš, Ja, to zdaj delam. Tretji del je šel pred 2 letoma, The Mirror and the Light, pa ni dobila Bookerja. Bi bilo že grdo. Bi bilo že malo nespodobno. Zdaj, ta roman je res zelo obsežen, ima kopico enih imen, govori o Thomasu Cromwellu, ki je bil desna roka Henrika VIII. Zdaj, a si ti kaj dodatno raziskovala zgodovinsko ozadje, a je bil že roman sam po sebi toliko poln enih podatkov, da si rekla, saj že vse noter piše? Ne, predno sem začela, sem rekla, saj z nečim se mi ne bo treba ukvarjati, to so kralji in tako naprej, plemiči, ki imajo vsi po Sloveniji imena. No, potem sem se pa zbudila. Niso naši slavistki kaj prijazni do nas, je pa res, da tudi ta pravila Slovenijina imen so zelo raztegljiva, kot kar zelo tenka elastika, ki jo lahko močno raztegneš. Ja, imamo Eno Bolin, pa imamo Henrika, No, se tudi, jaz vse pol prebrskam, ne samo zgodovino Henrika VIII, pa vseh njegovih dam in rezervnih dam, politične igrice, ki jih je v bistvu v knjigi še najmanj. Zveš samo, da je ta kraljica, ki se je ta prvi hotel otresti, eno od najpomembnejših zmag izbojevala brez njega. Tako da ni bilo kar tako za stran vrš. No, potem sem pa
pri tej množici oseb, ki nastopajo, ne, glavna oseba govori v tretji osebi ednine, ne, in potem moraš, angleščina ima s tem lahko nalogo, ne, slovenščina pa majčkeno manj. Tako da smo se potem z Aljošo pogajala, kako bi to rešili, sem rekla, v bistvu je edini način, da to povzamemo, ne, ker se da, pač spuščiš čist on, ne, ampak če ne bi postalo to nerazumljivo, ne moreš tako obravnavati ga kot v slovenščini. Sam kako pa recimo Wolf Hall oziroma celotna trilogija je zelo pač natančno zgodovinsko podprta, ampak je si vseeno avtorica vzela za glavnega junaka v bistvu stranski lik zgodovine, ki se pa niti ni izkazal za tako stranski lik, je bil kar zelo pomemben, ko se temu reče, no, ne najdem spodobnega izraza. Ga ni. Kar pomeni, da je avtorica vseeno si morala ene zadeve pač malo sama ne misliti, ne? Zdaj, kako si pa ti tukajle nekako balansirala med stroko zgodovinskim okvirom in to, kaj je bila avtorična domišljija, zlasti si izpostavila v spremni besedi problem naslavljanja med vikanjem in tikanjem, ki pač pri angleščini ni očitno, ne? In se treba za nekaj odločiti. Se pravi, kje si ti začutila, kje je tista tenka meja, kjer lahko greš, si lahko pustiš malo več svobode? Ravno pri vikanju in tikanju sem imela tudi tako. Ti se vikajo, ti se tikajo, ti so pa napol, ne. Se pravi, si imela vnaprej narejen sistem in situacije. Absolutno, ja. Ne, se sprot sem jih dopolnjevala in še zdaj v naslednji knjigi jih popravljam, recimo tudi, kdaj začne kralj itak lahko tika tega Thomasa. Thomas ga v bistvu skozi vika, ampak tudi kralj njega začne tikati, če je tam nekje na sredi. In potem sem napisala zaznamek od tam naprej, to je tako, kot če imaš kakšne, ki grejo na sred seksa, tudi pri tejle Anne Boleyn, ne, kdaj jo on začne tikati. Takrat, ko je dolga, takrat, ko je okrona, takrat, ko je da skrajšati glavo. Dileme, ja. Ja, je kar precej teh dilem, ne. Izvolim. Glede vikanja in tikanja sem imela tudi jaz prav pri zrcalki vprašanje, čeprav recimo v francoščini se to kaže, uporabljajo tako vikanje kot tikanje, ampak v resnici sem se pri tistih bolj prijateljskih odnosih, čeprav v francoščini ohranjajo vikanje, odločila vseeno za tikanje, ker je vseeno neka, je neki izraz mogoče visoke družbe, ki je bil v slovenščini povsem v resnici nezanimiv in je hladil tiste prijateljske odnose, no, tako da je tudi... No, se to dilemo vikanja in tikanja v francoščini smo že enkrat razdelovali, kar je problem, ne moreš avtomatično vikanje v visoki družbi kot vi, ker pač ta funkcija je malo drugačna. Ampak okej, kje pa tukaj nastopi pri teh odločitvah urednica? Kdaj odločiš, da si pa, spoštovana prevajalka, šla si predaleč? Oziroma, ali urednica vse preverja, kar piše v prevodu, kar se tiče zgodovinskih dejstev? Ta urednica preverja čim več, ja. Zdaj, recimo, da še vedno govorimo o prevajanju fantazijske literature ali pa zgodovinske literature, kjer pride tudi do nekega spreminjanja imen in tako naprej, ne. Ponavadi ima vas prevajalec ali prevajalko debato, še preden se tega projekta loti. Zato, ker je že tako, jaz že kar rokopis berem, vidim, to bo problem. In potem pač najprej prepustim prevajalcu, da sam neke smernice začrta. Zelo velikokrat se tudi odločiva recimo za nek vzorčni prevod in potem jaz to preberem in potem debatirava. Ravno zato, da se ti ne zgodi, da si na strani 115 in ugotoviš, ojoj, vse še enkrat, vse za nazaj, vse se mi je podrlo, vse se mi je sesulo. Jaz tudi vedno nagovorim prevajalca, da začne delati si neko tabelico, nek slovarček, pa ne samo imen, seveda, ker je to nujno, ker če ne si v 6. knjigi čisto v paniki, ampak tudi razne te stvari, kot si ti rekla, ne, ta odnos se bo na tej točki, se bo pač, ne vem, register se bo spremenil, da tlele ne govorijo zborno, tlele ne govorijo tako zelo zaznamovano, kakšne smernice bomo bral.
In potem je to res lažje tudi zadebatirati, ne? In lažje zaslediti prevajalcu in meni. Preverjam pa vse, preverjam pa pač vsakič, ker je kakršnakoli letnica kraj, najprej preverjam, da je to tako piše dejansko izvirniku, potem pogledam pa še, če slučajno avtor ni imel najboljšega urednika, ja. Kar se tudi pač dogaja. Se pravi, ampak te seznami tudi pol tebi pomaga, da se sploh znajdeš med vsemi temi knjigami, ker predstavljam si, da jih ti urejaš več naenkrat, ne, teh serij, ki potem moraš pač loviti rdečo nit. A se ti, to najbrž to se pri tebi redno dogaja, ne, da pač več teh knjig hkrati urejaš, teh serij, ne? Ja, seveda, se tudi se zgodi, da prevajalcu mes kaj drugega prevede, če mora čakati na odločitev založbe, ali pa preprosto zato, ker pač ne more eno leto samo ene knjige prevajati, ne, in potem mora nekaj krajšega vmes vzeti. Ja, in to obema pač pomaga, ja, seveda. Pa se mogoče kdaj zgodi, da pride do kakšnih drastičnih sprememb v kakšni naslednji knjigi, ali se držite zastavljenega? Držimo se zastavljenega. Veš, kaj je največji problem? Največji problem je, če prevajaš serijo, ki ni še do konca napisana. In potem pride do pač nekega razkritja strani avtorja. Pač zelo znan primer tega je pri Boštjanu Gorencu, ki je prevajal Martina in se je zavedal, da je pač ime Hodor sestavljeno iz Hold the Door. Ne? Ali pa recimo, ki je Kenda prevajal Harryja Potterja in je bilo, takrat je bil pač Tom Marvolo Ripple, kar je pomenilo I am Voldemort, ne. In takrat zdaj, če tega ne veš vnaprej, potem začneš čarati, ja. In zdaj, če se čarati ne da, potem seveda pač zbereš manjše zlo. To se mi zdi, da takrat to so največkrat pol dileme, no. Ampak recimo take težave s temi imeni, kaj narediti, je bilo pri Folletu, ko on nekako razlaga, kako so se sploh priimki razvili in potem nočeš zdaj zveneti, da imaš 10 Slovencev sred totalno britanskega okolja, hkrati pa zdaj moraš nekako slediti tej genezi, ki jo skuša avtor začrtati, ne. To smo vedeli, čeprav ni bila takrat serija, ki je bila še takrat napovedana kot trilogija, pa je zdaj vmes postala serija, še ni bila napisana do konca, ampak ta dilema je bila pač, to je treba rešiti celostno, potem se pa z vsakim individualnim primerom, ki se je kasneje pojavil v novi knjigi, pač spopadal. In se pravi, kljub tem, recimo, pa s tem se še zmeraj odločate za nakup, recimo, pravic knjig, serij, ki je šele v nastajanju? Ali rajš čakate zdaj do konca? Ja, zdaj trenutno nimam nobenega takega primera, ampak načeloma smo vedno zaupali avtorjem, da bojo napisali to, kar so si zastavili, ja. Smo se pa že pri 2 tako ušteli, ja. No, ker sem jaz malo pregledoval te materiale, se mi je zdaj zanimivo, da pri teh romanih v serijah prevladujejo sprav fantazija, zgodovinske knjige, mladinske knjige. Pa kriminalke. Pa kriminalke, recimo tako imenovanih družbenih romanov, ne, pa niti ni toliko, ne. Mislim, da ta Patrick Melrose je eden izmed takih, pa Vernon Subotex, ki je zdaj začela delati Irat Maležič. Mislim, kako to, da recimo, da ni, mislim, če zdaj imamo čisto splošno debato, kako to, da recimo ni družbenih romanov več v teh serijah, recimo kaj s tem, da bi bili romani o delavskem razredu in dolgem covidu, naprimer, ne, kako nekaj takih sag, ne, v bistvu ni, ne, vsaj jaz jih ne poznam. Ja, to je dobro vprašanje, ker tudi Patrick Melrose v resnici, jaz, ko sem to brala že še v rokopis, mislim, še v angleščini, ko sem se odločala, sploh nisem na to nikoli gledala kot v bistvu na več romanov, ampak v bistvu več delov istega romana. In če bi takrat še ni bilo tega res tankega papirja, če bi bil, bi jaz že takrat želela vseh 5 izdati v bistvu v eni knjigi, ne. Samo potem bi bilo to 1200 strani v žepnici, vse bi razpadlo in tako, ne. Tako da zdaj vprašanje, zakaj je tako. Jaz mislim, da je bolj za pogledati v bistvu, zakaj se v zgodovinskem leposlovju, recimo pač v kriminalkah, mislim, da je logično, ne, to je tako serialno, pa bralci hočejo še več, pa več, ne. Ampak tle gre za neke geneze nekih zgodb, nekih svetov v končni fazi, pri fantazijski tudi, ne. In ti, mislim, cel svet, ki ga zgradiš, celo zgodovino nekega naroda, ki se razvija, je težko spraviti v eno knjigo. Mislim, da je to nekak razlog. Kaj bom jaz zdaj živo nekaj vprašal, pa bom malo. Zdaj, ja, pač eden izmed teh elementov tega pogovora ne bi bilo res ta čas in energijo, ki jo je treba vložiti, ne. Zdaj, ti si sorazmerno hitro to naredila, v 2 letih 4 knjige. Ali več. 3 leta. 3 leta,
In ko si ti videla, da je to v 4 delih, a si ti imela v glavi, ok, zdaj bom pa jaz to eno knjigo, ki je v 4 delih prevajala, a si rekla, ok, zdaj bom vsako posebej, pa vmes da predah še kaj drugega, pa tako naprej. Spomnim se, da sem eno pa po eno prevajala, zato ker na založbi so imeli kupljene pravice za, mislim, da za prve 3 takoj, 4. pa takrat še sploh ni šla. Tako da jaz sem si vzela to res eno pa po eno, ker Prav nisi tako, da rekla, zdaj pa jaz eno knjigo prevedla v geografsko, tisti kup ni bil privlačen, moram reči. Tako, in zato sem si pač res razdelila to na več delov. Potem sem pa v branju pač tudi, vsem sem ugotovila, da se ta 4-delna knjiga, oziroma te 4 knjige se v resnici delijo na 2 dela, tako da sta prvi 2 knjigi si bližji, pa potem drugi 2 knjigi in že tudi to nekako naredi neko dramaturgijo prevajanja. Pa si že kdaj prej tako obsežna dela prevajala? Ne, to je bila moja prva izkušnja in dejstvo je, da sem potrebovala vmes tudi predah. Še posebej, recimo, mi je bilo, da sem se malo počutila samo pri prevajanju prvega in drugega dela, še posebej pri prevajanju prvega dela, ko še ni prišlo med bralce, seveda ne, če sem pa jaz to prevajala, ne. Pa tudi druga knjiga, ne, ko še ni imela teh bralcev in tako, in si misliš, pa zdaj tukaj neki, ne vem, kaj delaš, pa 1 leto pa pol sem že sama o tem, mislim, pa kaj je to, ne, kaj se dogaja. Tako da sem potrebovala absolutno, vmes sem prevedla Resnično življenje Adeline Dieudonné, pa potem poezijo, ki je pa itak čisten drug ritem in drug način. Tako da se, ne vem, da se ohranjaš živ na vseh možnih področjih. Pa ti delaš tudi kot gledališka lektorica, ne? Ja, tudi. To je najbrž tudi luštno delo zraven prevajanja. Ja, absolutno. To te pač prevajanje te vleče v knjige, ti dela grbo, bi rekla. Medtem ko delo v gledališču te pa potegne ven iz stanovanja, stran od mačka in računalnika, med ljudi in potem pač tudi v nek drugačen način iskanja pomenov pa ustvarjanja. Zdaj obe imata tudi veliko izkušenj s prevajanjem, pa z urejanjem govorjenega jezika, ne? Pač ti si kot gledališka lektorica, se ti je kdaj zgodilo, da ko si prevajala dialog, si razmišljala, kako bo to izpadalo živo govorjeno? Ja, absolutno. Pri prevajanju dialoga ali pa recimo pri prevajanju prav za gledališče, ne samo, da moram to slišati, to si tudi govorim na glas, ali pa dostikrat v mislih slišim nekoga, no. Kako bi kdo to rekel? Se to prav to sprašujem. Kaj pa Dušanka, ti najbrž tudi veliko je teh dialogov v Wolf Hallu, neverjetno veliko, ne glede, da je zgodovinska knjiga, so zelo živo napisani. Zdaj pa, kako recimo, imaš ti občutek, da ti je ta izkušnja iz prevajanja za televizijo, ki moraš tudi v bistvu držati v glavi dogajanje več delov, pomagalo pri Wolf Hallu, ker tudi že ena knjiga sama po sebi je blazno obsežna, ne vem, mislim, jaz sem naštel, da ima 90 oseb je na začetku naštetih v predgovoru. Od teh nisem štela, priznam. No, jaz pa sem. Jaz sem imela izkušnje veliko tudi z radijem in tudi vedno, kadar prevajam, si v bistvu v sebi govorim. Tako da tisto, kar je na papirju, potem mora biti dostopno tudi branju. Recimo je tudi ravno za Hilary Mantel sem najprej naredila radijsko oddajo, to pomeni, da sem večino teh njenih del morala že prej prebrati. In potem, bo šlo, ne. Mislim, ena izmed takih neizrečenih resnic je, da se prevajalci zelo hitro lahko naveličamo istega avtorja, če ni dosti pavz vmes, pa se je recimo, moram živo spet vprašati, a si ti že dobila te pomisleke, še eno knjigo, pa še eno.
Ja, se nasičiš tega jezika, tega sveta, še posebej, ko vidiš, da ne vem, vse se ti zdi, da se vse na svetu dogaja z njenimi besedami, v njenem svetu in tako. Vse se da uporabljala razložiti. njene izraze tudi. Absolutno. Ja, in vse se da razložiti prek te logike tega sveta, ki ga je tam ustvarila. Ne? In to je grozno. Treba je stopiti ven. To je en francoski reper, ful dobro reče: Quand on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. Quand on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Se pravi, ko delaš eno reč, je treba v njej ostati in iti ven iz nje. In ko delaš eno reč, je treba iti ven iz nje in v njej ostati. Tako da je absolutno nujno, da delaš še druge stvari, ki te lahko samo pač obogatijo, te sprostijo, te zategnejo na drugi strani in ti v bistvu omogočajo, da se ne nasičiš, da ostajaš vedno svež, da prihajaš energičen v vse projekte, ki jih delaš. Pa misliš, da so taki romani tudi, če so za ta mladinska literatura oziroma pač za mlade odrasle, misliš, da to je primerno za začetnika prevajalca, ali ne se raje poskuši v čim krajšem? Se nisi začetnica, sorry, no, sem pač tako. Dejstvo je, da si, mislim, iz svoje izkušnje govorim, no, ko si začetnik prevajanja, si ne predstavljaš, koliko je to ene energije, koliko gre to v resnici časa, koliko se boš zataknil na kakšnih poglavjih ali tako. Tako da, ne, mislim, absolutno za začeti, meni so bile recimo novele in tako, zato da kratke zgodbe, zato da vidiš sploh, kakšno imaš orientacijo, kaj ti pomeni čas, kaj ti pomeni, koliko strani na dan, koliko strani na uro in tako naprej. Potem je pa itak koncev vsako prevajanje toliko specifično in vsak avtor toliko specifičen. Recimo, jaz sem potem vedela, da pri Zrcalki, ko sem prvih 50 strani sem prevajala 2 tedna, potem sem bila pa zmožna prevesti tudi 15-20 strani na dan, od jutra do večera. Tako, ko je ampak pač si imela že zgrajen ta vokabular, pa izmišljen vokabular, pa ton je pa zadeva hitreje tekla. Dušanka, kako je pri tebi, kakšen je pa tvoj recept za ohranjanje kondicije in imaš ti tudi podobne izkušnje, da na začetku malo dlje časa rabiš, da raziščeš problem, pol pa steče? Jaz predvsem raziščem vse živo. Od zgodovine do mode, recimo ravno v spremni besedi so pisali o tem, kako so se tisti ljudje zabavali. Ali bogati, ali pa preprosti so hodili gledati usmrtitve. Tudi to, o tem lahko bereš. No pa se pravi, vse, kar je pisatelj napisal, recimo, poleg tega pa tudi kako so se v drugih državah in jezikah, kulturah ukvarjali s tem, kako so reševali, recimo, ravno ta Wolf Hall je bil problem. Jaz sicer nisem gledala serije, ker to, če moraš vztrajno vsak teden gledati točno v istem času, to mi nekako ne leži. Pa pretočne vsebine, pa bingeanje oziroma goltanje serije, ko se temu reče. Tisto pa ne prenesem, tisto mi zdi pa čist preveč. Se ne vidiš o tem, da si cele dneve na kavču, gledaš 10 ur eno stvar. No, to... Vključno z odjavno špico, da je isto. Biti v poslu je še lepš, ne? Ampak to, da bi pa celo serijo gledala in ena kolegica mi je rekla, da to pa moram pogledati, mi je celo link poslala, ampak da tlele sediš 12 ur, tako te prosim, ne? Ok, ampak v redu, no, zdaj pač nisi za gledanje serije, niti pa problem prevajati, koliko ima to pol vsega skupaj? Ne vem, strani ima, ne vem, okoli 3500, recimo. No, bomo zračunali doma. Ampak niti pa problem prevajati ni problem, gledati se ti pa ne da. A ni to malo kontradiktorno? Ja, malo dim, ne? Pa poglej, jaz sem prevedla koliko 70 Alfov, 74, čez 100 Mapečevov, pa se mi ni zdelo preveč. Pa hočeš reči, da si ne gledala televizije, pa da imaš dost? No, zdaj za nekaj časa priznam, da sem se jo nagledala, ne, v tem preteklem obdobju, ampak upam, da bo še kaj.
da ne bo samo multipleksi pa take stvari, ne. No, dajva reče kakšno o naslovu Wolf Hall, ker se mi zdi tudi malo to intrigantna zgodba. Namreč Wolf Hall se napiše kot dobesedno volk in dvorana. Ampak to izvira iz družinskega posestva tega klana Seymour, se pravi klana, iz katerega izvira Henrik VII, Henrik VIII, in da to izvira iz nekega starega angleškega izraza, samo da najdem na malo, sem si sprintov, se ni važen, nek Wolf Hall, ki ne bi pomenilo majhno naselje, v bistvu ni volčja dvorana izvirnika, pomeni dobesedno Wolf Hall in tudi v angleščini se napiše malenkost drugače. Pisateljica je pa to spet spremenila v Wolf Hall dobesedno kot volčja dvorana in s tem tudi nekako nastavila malo neko prevajalsko past, ker je to hkrati neka rahla besedna igra, ne, se pravi Wolf Hall kot dejansko krajevno ime in še z manjšo modifikacijo kot Wolf Hall kot kraj, ki se zbirajo volkovi, ki se pač med sabo pač spopadajo za alfa mesto. Zanimivo je tudi to, in temu so se drugi prevodi zelo na veliko ognili. Naprimer, hrvaški je to pusto citatno kot Wolf Hall, ne? Pa eni so pač dobesedno, veliko jih je dobesedno prevajali, nekaj prevodov je šlo čisto v drugo smer, naprimer nekaj v zvezi s Tudorji. Japonski je tudi dobesedni, ne, je Wolf Hall, sem šel gledat. Kako sta se pa videla pa z urednikom Aljošo Harlamovom dogovorila, kaj narediti s tem naslovom? Jaz sem pregledala cel kup teh naslovov. Naši televiziji so padli v past, ker so takoj volčji dvor. Jaz takrat, ker pač nisem gledala, nisem bila pozorna na to, ampak potem so pa ugotovila, da to ni to, ne. Sicer lahko tudi tako jemlješ, ne, ker ima veliko podpomenov, zlasti glede na te spletke, ki so na kraljevem dvoru in na tiste spletke, ki jih Tomas rodi in spodbuja in tako naprej, ne. Ampak čim bolj sem gledala te različne variante naslovov, čim bolj sem videla, da je še najbolj pustiti, kot je, ne. Potem sem malo s strahom Aljošo vprašala, če ima kaj proti, ne. In se je pač prijaznil. Ne vem, če mu je bilo zelo všeč, ampak on je ostal ta Wolf Hall, ne. Ja, pač, ker tukaj ima res vsaka knjiga ima drug naslov, ne, tako da najbrž je zelo pomembno prva knjiga, kako se jo zastavi, ne. Pa še pri prvi knjigi sem morala dati naslova še za naslednja dva, ker je bila spremna beseda temu prilagojena, ne. In se spodobi, da tisto da ostane, ne. Da si potem domišlja, zdaj si kar druga knjiga ima naslov, ki pri nas res zveni malo čuden. Kako se pa zdaj glasi druga knjiga, če lahko izdaš? Pripeljite obtožence. Pripeljite obtožence. Ja, ker gre za to, da oni so res rekli pripeljite trupla, ker so jih to že vizualizirali, kako jih obešajo in ne. Ampak pa nas mislim, da so čarovnice pobijali na drug način, tako da mogoče to res ne bi bilo primerno, ne. Je pa tudi pri drugih kulturah so to reševali različno, ne. Ja, seveda. Zdaj pa, Silmendarje, misliš, da je pač ta roman v serijah, da je v kondiciji, tako nasplošno? Je veliko materiala za izbirati? Hvala. A misliš nasplošno v leposlovju? Ja, pač recimo na sejmih knjižnih je tega veliko. Ja, ampak veliko znotraj žanrov, o katerih govorimo, ki se jih še na začetku omenil, ja. Kaj je recimo tebi najbližji žanr? Zgodovinski ali fantazija ali kriminalke? Za meni je najbližje v resnici literarno leposlovje, tako da, kjer ni veliko serialnih romanov. Ampak se ne boš izognila temu vprašanju, kaj ti je tako recimo kot urednici, no? Kaj najbolj uživaš, ko urejaš neko knjigo? Fantazijo ali zgodovino? Lahko ti odgovorim, da pač je res odvisno od avtorja, ne. Recimo zdaj pri Sapkovskem sem uživala neprimerno bolj, kot sem mislila, ker sem odkrila, ko sem delala s Klemnom, ko sem ta prevod urejala, pa že ko sva se midva pogovarjala s Klemnom Piskom, s prevajalcem, sem ugotovila blazno enih podtonov, na katere prej sploh ne bi pomislila.
Tako da je res odvisno. Jaz v bistvu v resnici od zgodovinskega leposlovja nisem, Folletta sem urejala, ampak on je precej komercialno naravnan. Ne? Bo pa naprimer naslednje leto išla, ki tudi spada v ta žanr nekako, ampak je bolj literarno, od Nino Haratišvili, te gruzijske avtorice, ki v nemščini piše, Osmo življenje za Brilko, ki jo Mojca Kranj zdaj prevaja. To je pa recimo nekaj popolnoma drugega, ker pač res celo zgodovino spet Gruzija pač prek 6 dinastij ene družine, ki jo predstavljajo vsako generacijo en ženski lik, ti pač nekako popelje in ti sem pa neverjetno uživala. Tako da bi rekla, da je vse res odvisno od posameznega avtorja, celo mogoče knjige. A pa je kakšna knjiga, ki recimo še ni odkupljena, pa bi jo ti strašno rada delala? Ja, ampak tega pa seveda ne bom izdala, to je pa skrbno varovana skrivnost vsakega urednika. Zato, da ne bi pač, poslovnih skrivnosti. Lahko povem, da je ena knjiga, za katero vodja uredništva tamle v 5. vrsti levo že 5 let, prosim, pa še nismo prišli do tja. Se približujemo koncu in besedam in načrtom za prihodnost. Se pravi, Živa, ti si zdaj dala to izkušnjo skozi, bi se še podala na takšno pot prevajanja, ki te bo zasedlo za več let? Čisto iskreno, zdajle nimam časa, v resnici ne. Prav zato, ker za takšne velike zalogaje je treba imeti čas, da se usedeš vsaj 8 ur na dan. Mislim, meni je takrat blazno pasalo, ko sem lahko celo poglavje prevedla, pa sem lahko sedela od 7 zjutraj do 7 zvečer in nisem vedela, kdaj ura mine. Zdaj v tem, recimo, življenjskem obdobju tega časa, tega razkošja nimam, no, tako da so moji plani drugje in moji projekti drugačni. Bomo se pa k temu vrnili, z veseljem bi se, no, se mi zdi. Če tebe vprašam isto vprašanje, imaš mogoče kaj ogledano, ker bi prevajala, pa pač ne boš zaradi razlogov, ki si jih navedla? Ja. Seveda poslovne skrivnosti ostanejo pač poslovne skrivnosti. Dušanka, koliko let boš še ti porabila, da prideš do konca teh brezštevilnih avtorskih kol? Ja, drugo moramo dati letos, tretjo pa predvidoma enkrat prihodnje leto, ne? Že? Ja, je rekel ja. Kima. Okej, odlično. Na začetku... Imaš čas, da 8 ur na dan sediš za računalnikom. Ti veš kaj, ko moji oči začejo skrtlesti, potem pomeni, da pa grem televizijo gledati. Pa vendarle pa gledaš televizijo? Gledam. Je pa recimo za sprostitev, ne, je vsakoletni festival, kjer prevajam muzikle in zdaj delam West Side Story in potem si med Henrikom VIII pojem I Feel Pretty, pa je čist hecno. V redu, sam ne zamešati pol tekstom, da ne bo tako upano. Kaj se dogaja? Jaz mislim, da smo izčrpali najbolj osrednja vprašanja. Vabljeni ste k branju romanov v serialih, po branju romanov v serialih, lahko tudi kakšnega napišete. Jaz verjamem, da uredniki z veseljem čakajo na nove tekste. Najlepša hvala, da ste se udeležili tega pogovora v organizaciji. Hvala tudi Filozofski fakulteti, da smo se dogovorili za ta termin. Dogodke Društva književnih prevajalcev. Najlepša hvala za obisk.